Ljubitelice in ljubitelji življenja, toplo in prisrčno pozdravljeni na današnji tekmi. Nahajamo se na Čukovi jami, blizu Brda pri Kranju, kjer trenira tudi slovenska nogometna reprezentanca. Zakaj? Ker ravno tukaj taborimo s Kristino in njenimi ezoteričnimi prijatelji. Tako je, in po neslavnem razpadu dvojca Bojan in Ema smo iskali tolažbo prav pri Kristini in zaradi družbe in pa posteljnih radosti smo pozabili na njen smrko. Ja, ura je 9:45, družba je že prav lepo razposajena, sonce nas prijetno greje. Naslednji korak pa je obvezen skok v vodo. Seveda, in ta skok v vodo je izveden v slogu Adama in Eve, se pravi, kopalec je popolnoma enak in naš Bojan na tem področju seveda ne želi razočarati. Absolutno ne sme razočarati, sploh pa zaradi tega, ker je prvič v družbi njenih prijateljev. Na njih želi narediti dober vtis, zato je najbolje, da se pridružimo igri, prepustimo goloti, svobodi in pa čofotanju po vodi. Izziv današnje tekme pa je, ali nam bo vse to uspelo z majhnim lulčkom. Bi se mogoče kopali, ne? Ja, dobro, okej, čakaj, 2 minuti. Tekma se je pravkar začela. In odličen štart našega Bojana. Poglej, Miran. Ja, sprašujem se, ali je vzrok v tem, da želi doseči, da bodo šli tokrat v vodo vsi v spodnjem perilu? Ne, kot lahko vidiš, je Andrej prevzel napad. Ja, žal je videti tako. Kot se kaže, je nudizem spet v igri, Miran. Ja, sprašujem pa se, kako so drugi fanti opremljeni v tem predelu. Ja, če so tako miniaturni, kot je Bojan tam spodaj. Ja, potem tu ne bo nobenega problema. Sprašujem pa se, ali Bojan želi izvedeti prav to v tem trenutku. Ja, samo takole ležerno opazovanje penisov drugih fantov, to je, mislim, s tem ni nič narobe, je pa malo neobičajno. Hej, fuck! Hej, tisti oblaki izgledajo čist bedno! Oblaki? Le! Poglej ga, lisjaka. Rad bi dobil odgovor o veličini njegovega penisa. Videti je tako. Sodeč po Bojanovi reakciji mu vidni rezultat ni bil všeč. Poglejmo. Ne. Nikakor ne. Naš tekmovalec pa je očitno ostal na kopnem. Ni hudo. Ja, valjda. Ej, pa nudizem ni obvezen, veš? Sam to, da veš. Kristina mu je podarila zlata vredno bližnjico do današnje zmage. Pa če ti je bed zaradi folka, ki ga ne poznaš, pa tako... Ma ne. Itak... Sej mi ni bed, veš. Grem sam lulat. Očitno ne zaupa Kristini, da bi bilo vse okej, če bi sprejel njeno oblečeno ponudbo. Kot lahko vidimo, nam je s tem toplim poljubom dala vedeti, da je nudistično kopanje visoko na njeni lestvici najbolj cenjenih stvari. Tako da nam ne preostane drugega, kot da se pridružimo golemu kopanju. Res pa me zanima tu Bojanova taktika. Zaenkrat kar uspešno zavlačujemo z uriniranjem. Še malo ga otresemo. Ja. Saj veš, kaj pravijo, če ga otreseš več kot 3-krat. Tudi sam se sprašujem, če ne gre le za nekaj več kot le zadnje kapljice urina. Misliš, da se bo s tem rešil svojega problema? Ja, mislim, da s tem tresenjem nekako želi vplivati na svoje telo. Z nami pa imamo mednarodno priznano psihologinjo Efigenijo. Gospa Efigenija, povejte nam kaj več o Bojanovem pristopu. No, torej, če pogledamo skozi prizmo seksologije, da sama ocenjujem, da ima fantek kar lepe možnosti. Namreč v tem trenutku pošilja električne impulze iz možganov v njegov penis, da
ta pa signalizira žilam, da se razširijo in s tem nekako podtlak pojača krvni obtok, a ne da. In voilà, penis zraste do željene velikosti, a ne. Ko smo že ravno pri velikosti, smo že bližje konkurenci v vodi. Ja, menim, da smo prešli to mejo in pritisk na breklem penisu je prevelik, a ne da. Res? No, nisem ravno matematičarka, ampak prešli smo kot 90 stopinj in še naraščamo. Ugiba bom, da to ni po želji Kristine. Mislim, da je čarovnija v samem ravnovesju. Najlepša hvala. Druga sezona, ekskluzivno na Voyu. Poglej na Mah.